pozdravljeni na webinarju Neuromarketing in trajnostni razvoj. Počasi se nabiramo, nekateri se nam bodo verjetno še pridružili. Bomo pa kar začeli, da ne bomo vzeli preveč časa. In sicer na webinarju bomo razmišljali o naslednjih vprašanjih, torej kakšna pričakovanja imajo potrošniki od podjetij, izdelkov, storitev z vidika trajnostnega razvoja, kako lahko iščemo te sinergije med neuromarketingom in trajnostnim razvojem, kako lahko s svojimi ravnanji, izdelki, storitvami prilagajamo trajnostnim pričakovanjem potrošnikom in kako lahko z njimi dejansko spodbujamo nakupne odločitve, ki so bolj trajnostne. Zdaj preden predam besedo naši predavateljici, magistri Vanesi Čani, ki je tudi direktorica podjetja Fit Media in glavna urednica blagovne znamke Zelena Slovenija, tudi specializantka oziroma specializirana s področja trajnostnega razvoja. Naj samo na kratko za tiste, ki še ne poznate toliko Zelene Slovenije, predstavim, kaj Zelena Slovenija sploh je. Torej v okviru Zelene Slovenije izdajamo specializirano revijo za trajnostni razvoj EOL, embalaža, okolje, logistika. V njej obravnavamo aktualne tematike z teh treh področij, vse povezavi s trajnostnim razvojem. Potem pripravljamo tudi razne projekte trajnostnega komuniciranja, tako internega kot tudi eksternega, razne projekte z tega področja. Imamo portal za trajnostni razvoj, Zelena Slovenija, ki je v bistvu širok nabor vsebin s področja trajnostnega razvoja, kot so dnevne novice, tudi članki z revije EOL, razni videoposnetki, tako da vabljeni, da malo preklikate, malo prebrskate. Potem je ena stvar, ki bi jo želela tudi izpostaviti, Zeleno omrežje Slovenije, ki je kot platforma, ki povezuje že skoraj 400 podjetij, občin, fakultet, šol in drugih zavodov, inštitutov v teh trajnostnih prizadevanjih in je tudi zelo dobra platforma za komuniciranje o vaših trajnostnih projektih, dosežkih, prizadevanjih in tako naprej, tako da vas tudi to vabim, najdete tudi več informacij na spletnem portalu Zelena Slovenija. Potem je tudi Zelena Slovenija nekako pokriva področje trajnostnega poročanja, pripravljamo torej poročila o trajnostnem razvoju oziroma nefinančnem poročanju in tudi svetujemo na tem področju, tudi strategije z področja trajnostnega razvoja. Potem je zbirka Zelena Slovenija, kjer so razni priročniki z področja okoljskih tematik, ravno je v pripravi en nov priročnik z področja trajnostne rabe lesa. Tudi vabljeni k sodelovanju, če delujete na tem področju, in pa tudi okoljevarstveni učbeniki za okoljevarstvene tehnike, torej srednješolsko izobraževanje. Potem je pa tu še Akademija Zelena Slovenija, v okviru katere delamo različne konference oziroma webinarje, kot je ta, druge tematske konference, tudi razne videonasvete, potem pripravljamo tudi coachinge in specializirane delavnice specifično za podjetja, tako da tudi tu je Zelena Slovenija lahko dober partner pri tovrstnih udejstvovanjih v podjetjih na področju trajnostnega razvoja in pa seveda tudi številne vsebine, videoposnetki so brezplačno dostopni na tej povezavi, ki je tudi spodaj zabeležena, to je vse na spletni strani Zelena Slovenija. Prav tako pa lahko spremljate aktualnosti preko naših družbenih omrežij, kot sta LinkedIn in Facebook Zelena Slovenija in pa YouTube kanal Fit Media, kjer so dostopni vsi ti brezplačni videoposnetki. Tako da to je na kratko samo v Zeleni Sloveniji, da imate pregled, kaj to je. Zdaj pa kar predajam besedo naši predavateljici Vanesi. Tako da Vanesa, se slišimo? Ja, se slišimo. Bomo delili zaslon, a ne? Tako. Je vse v redu? Ja, vidimo, tako da ti predajam besedo. Ja, hvala lepa, zelo sem vesela in navdušena za ta čas, ki ga imamo pred sabo. Verjamem, da ga bomo dobro izkoristili, predvsem za nove ideje in razmišljanja, kajti neuromarketing in trajnostni razvoj se prepletata relativno kratek čas in seveda odgovarjata ali skušata odgovoriti in razgrniti številne dileme in izzive, ki so pred nami.
Namreč vse raziskave, tako domače, evropske, kakor globalne, kažejo, da je povpraševanje po trajnostni ponudbi v porastu. O tem ni nobenega dvoma. Zdaj vprašanje pa je, ali so te informacije dovolj že za naše uspešno tekmovanje na trgu. Tudi ta generacija, ki ji rečemo milenici, ki so zdaj že na trgu za svojo lastno kupno močjo, zelo vehementno trdijo, da so jim vrednote trajnostnega razvoja višje, kot so bile generaciji pred njimi, in da svojimi trditvami tudi jamčijo, da so zavedni in v bistvu trajnostni potrošniki. Na določenih segmentih tudi tako kažejo raziskave njihovih dejanj, da pač te blagovne znamke, ki to vrstno trajnostno držo tudi komunicirajo in izražajo z konkretnimi dejanji, beležijo kar dvakratno rast v primerjavi z njihovimi konkurenti, ki nimajo te trajnostne dimenzije. Zdaj teh raziskav potrošnikov v korelaciji z trajnostnim razvojem je res veliko. Jaz sem tu vzela neko tako povprečje, da je približno 65% anketirancev v eni taki povprečni raziskavi odgovori, da kupuje in da želi kupovati trajnostno usmerjene blagovne znamke, izdelke in storitve. Seveda na določenih trgih, v določenih izdelčnih kategorijah so ti procenti še višji. Videla sem tudi okoli 85% takšnih respondentov, ampak v bistvu se tu kažejo zelo konkretne škarje, razlike med dejanskimi potem dejanji in nakupnimi odločitvami, ki so pa bistveno nižje. Ponavadi gre vsaj za ene takih 40% diskrepance med tem, kar rečemo, da bomo naredili, in dejansko potem našo nakupno odločitvijo de facto. Seveda, ko govorimo o raziskavah potrošnika, govorimo o raznih anketah, fokusnih skupinah in ostalih mainstream raziskavah, ki raziskujejo vrednote, stališča, seveda ta zavestna, eksplicitna čustva ter njihove nakupne odločitve v korelaciji z vrednotami trajnostnega razvoja podjetja, proizvajalcev. Seveda govorimo tudi v korelaciji s temi koncepti, kot so nizkoogljična družba, krožno gospodarstvo, zeleni izdelki, storitve in tako naprej. Po drugi strani se kaže tudi vedno večji interes potrošnikov, da dostopa do verodostojnih informacij o trajnostnem ravnanju podjetij, seveda njihovih izdelkov in storitev, torej ne samo o tem, kaj dajo na trg, ampak tudi sicer o trajnostni drži podjetij. Raziskave kažejo tudi na vse večji interes kupcev, da so podrobneje informirani o trajnostnih prizadevanjih z vidika transparentnosti in zaupanja, in seveda naraščajoč interes tudi, da vse več kupcev, zlasti teh mlajših, želi sodelovati pri aktivnosti podjetja s področja trajnostnega razvoja. Gre za tudi ta vidik aktivacije. Torej vse te raziskave kažejo velik trend trajnostnih premikov. Vemo, da po teh različnih klasifikacijah potrošnikov je ta segment iskalci vedno bolj naraščajoč. Iz leta v leto, ko spremljamo te raziskave, vidimo, da pridobiva na odstotkih, torej ta segment potrošnikov želi vedeti, kako iz česa je izdelek narejen, kje je izdelan, kdo je proizvajalec, kakšne vrednote zastopa, te vidike samo aktualizacije v povezavi z brandom, z izdelki in storitvami, torej so v porastu. Ampak kje je zadaj tudi izziv? Človek bi rekel, toliko je teh podatkov, tako navdušujoči so, ko gledamo iz leta v leto te višje odstotke ozaveščenih, zeleno naravnanih potrošnikov, ampak potem dejansko te nakupne odločitve marsikatero podjetje strezni, da vseeno ni zdaj tako vse rajsko, kakor včasih te ankete, rezultati tudi napovedujejo. In zato se sprašujemo, ali res vemo, kako in zakaj se potrošniki odločajo, ko gre za ta bolj zelen nakup, za zeleno vedenje. In če to poznamo, kako jih potem tudi spodbuditi, da iz teh besed preidejo k dejanjem. Danes bomo pogledali 5 različnih vidikov. Bolj kot neke teoretske, globoke razprave so nam danes v interesu te izsledke,
napredki in v bistvu te možnosti, kje lahko počrpamo kakšne ideje in kam se splača še dodatno zakopati, zato da gremo v korelaciji z našimi potrošniki naprej na naši trajnostni poti. Na hitro se bomo torej dotaknili nevromarketinga in zakaj nevromarketing obljublja oziroma nam odstira določene segmente, ki so se nam do zdaj zdeli črna skrinjica. Seveda v korelaciji z nevroplastičnostjo možganov ta vidik nam odpira razumevanje, to nenehno spreminjanje človeške kognicije, čustvovanja in vedenja. Dotaknili se bomo osebnostnih tipov v korelaciji z nakupnimi odločitvami, zlasti ta čustvena polja, ki so morda malo manj znana kot ta kognitivna polja. Seveda ta trajnostna motivacija in nekaj nasvetov, ki temeljijo na dobrih primerih in nekih študijah, raziskavah, nam bodo hrana za misli, potem tudi za lastno kreativno nadaljevanje in razmišljanje. Torej, nevromarketing zelo na kratko je uporaba nevroznanosti v marketingu in ravno v zadnjih 20 letih vidimo, da je ta nevrosegment našega oživčanja se oplaja še z drugimi vedami, tako z lingvistiko, vedenjskimi vzorci in drugimi vidiki našega življenja in obljublja, da nam odstira določene poti, ki jih do sedaj nismo razumevali. Torej, gre za merjenje možganskih aktivnosti, čisto somatsko merjenje, da bi lahko izmerili odziv posameznika na določene dražljaje. Seveda ti dražljaji so lahko izdelki, storitve, oglasi in drugi marketinški elementi, ko govorimo seveda v kontekstu nevromarketinga. Izhajamo iz tega bazičnega razmišljanja, da možgani, čeprav ta izjemno kompleksna celotna entiteta, vendarle ni tako homogena v smislu enostavnosti, ampak lahko potrošnikovo vedenje raziskujemo po tem principu dvojnosti, emocionalnosti in logičnosti. In vemo, da v tem elementu klasičnega marketinškega raziskovanja, anket, fokusnih skupin in drugih odzivov odgovarjajo predvsem tako imenovani logični možgani, hladni možgani. Se pravi, imamo čas premisliti in pač kognitivno potem se tudi odzovemo. Ob nakupnih odločitvah, to so v bistvu indiciji tudi na podlagi nevroznanstvenih nevromarketinških meritev, pa ob teh odločitvah pa delujejo predvsem tako imenovani emocionalni ali vroči možgani. Te pa imamo manj pod zavestno kontrolo. Zakaj je to zelo pomembno tudi v kontekstu nevroplastičnosti? Zaradi tega, ker zadnja spoznanja vsaj 20 let, ki so tu zelo živahna, tudi na področju čisto klinične nevroprakse, je to, da se vse več spoznanj je, da so možgani ne samo somatsko, ampak predvsem tudi družbeni organ, se pravi, da so v interakcijah nenehno predmet preoblikovanja. Nekaj na zavestnem, aktivnem segmentu, nekaj pa seveda na manj zavestnem ali celo nezavestnem segmentu. Torej gre za princip, ki je sedaj že tudi mainstream v znanosti, nevroznanosti, ki je sicer relativno konzervativna, sprejet, da je pravzaprav nevroplastičnost je zmožnost možganov, da vse življenje, ne samo v času te primarne aktivacije in primarne socializacije, do tistih 20 let, ampak vse življenje, torej tudi do pozne starosti, imajo to sposobnost, da na podlagi novih informacij, ko govorimo o teh dražljajih, to so tako kognitivni, kakor afektivni, kakor efektivni, se pravi, prerazporejajo naše živčne poti. In naši možgani imajo torej zmožnost nenehnega spreminjanja in nenehnega prilagajanja, torej se tudi mi nenehno
nenehno spreminjamo. In od tod je padel mit o nekih šablonah, o nekih tipih, ki so relativno zaprti, kajti ko govorimo o nevroplastičnosti, gre torej za sozvočje nevro, se pravi tega našega živčnega sistema in plastost te grške besede, upogljivost, gnetljivost, se pravi zmožnost tudi prilagajanja in oblikovanja. To je pomembno za naše osebno življenje, zato ker nas navdihuje z upanjem nenehne rasti, če se to odločimo, in hkrati je pomembno, da na ta način pristopamo do vseh drugih ljudi in jim odpiramo prostor osebne rasti in preoblikovanja. In tudi v marketingu vemo, da je marketing lahko tudi pomemben agent oblikovanja in preoblikovanja. Torej, na hitro poglejmo tudi ta somatski del, seveda nam bo vsem jasno, tudi iz naših bioloških ali tudi anatomskih preučevanj, takoj prepoznamo naš nevron ali živčno celico, ki nas spominja na neko drevesno strukturo. Na koncu vsakega nevrona so veje, so dendriti, so nevtriti, ki nenehno, torej konstantno sprejemajo in integrirajo, sestavljajo, dopolnjujejo informacije. To je nenehen proces. In vsak dražljaj, dobesedno vsak dražljaj, seveda ne vsak enako intenzivno, povzroča svojo elektrokemijsko reakcijo v naših možganih. Seveda, ti dražljaji, ki se ponavljajo, se seveda v nas jačajo. Dražljaji, ki so enkratni ali so v enem obdobju in potem nekako izzvenijo, lahko prihaja tudi do tako imenovanega dejanja apoptoze. To pa pomeni, da se tudi dezintegrirajo in tudi informacije lahko izgubljamo, če jih seveda ne utrjujemo v naši strukturi. Tako da je mogoče gradnja v plus in je hkrati možna tudi destrukcija, če v bistvu ne gradimo. Torej, nevroni se povezujejo v ta izredno zapletena omrežja, po katerih se informacije prenašajo tako delno v obliki električnih impulzov, gre za vzdolž posameznega nevrona, in hkrati delno preko kemijskih sestavov, torej tako imenovanih živčnih prenašalcev, gre za stike ali sinapse med nevroni. Ko pogledamo našo strukturo, naša možganska struktura je briljantna in ima izjemno kapaciteto. Se pravi, v naših možganih se nahaja približno 100 trilijonov, to so v bistvu take številke, ki si jih težko prevedemo v neko praktično razumevanje tako imenovanih magičnih dreves. V tej nevroznanosti, zlasti z področja nevroplastike, se ta magična drevesa seveda tako simbolno uporabljajo za ta izjemen korpus tega nevronskega omrežja. Se pravi, vsako drevo ima pa potencial producirati do 70 tisoč vej. Seveda, to so ocene na podlagi trenutnih somatskih kliničnih raziskav v povezavi seveda tudi z nevrolingvistiko in drugimi subvejami. Zdaj, če pomnožimo 100 trilijonov magičnih dreves z 70 tisoč vejami, so to seveda neke fascinantne številke, in ko pomislimo, da vsak izmed nas, če ima vsaj približno zdravo možgansko strukturo, so to izjemne kapacitete, se pravi, ne samo za nas jih 80, 100, 120 let, ampak še veliko več. Tako da je zelo pomembno, da imamo veliko spoštovanje do teh kapacitet in mimogrede, to je tudi vabilo, da ga v bistvu lahko vse življenje s pridom tudi uporabljamo in da se pri določenem časovnem obdobju, pri določenih letih ne odločamo, zdaj grem pa navzdol. Kajti v bistvu te kapacitete, ki jih imamo, te praktično neomejene kapacitete grajenja, nas nenehno vabijo k grajenju in se nikoli ne odločimo, da gremo navzdol. Torej, naša magična drevesa kreirajo našo resničnost, naše kognitivne, čustvene in vedenjske modele. Torej, znano je, nič novega ne povem, da pravzaprav je resničnost v notranjosti subjektivna stvar, se pravi,
pravi, nima dveh oseb, dve osebi nimata enake notranje resničnosti, kajti v bistvu vsa ta zunanja realnost je predelana skozi naše modele. In ti možganski mentalni modeli so izjemno fleksibilni. Torej, zelo pomembno, da se ne ukalupimo v določene modele. Vemo, da tudi psihologi in sicer socialni psihologi, marketing povezavi z sociologijo, psihologijo in tako naprej nam ponuja številne modele tipizacije, kar je seveda zelo koristno, kajti v bistvu ta kompleksnost naših osebnosti je lahko tudi neobvladljiva ali pa težko obvladljiva na osebni ravni ali medosebni, kaj šele pri obvladovanju naših potrošnikov ali številnih drugih deležnikov. Zato seveda s pridom uporabljamo določena orodja, ki stvari poenostavljajo, simplificirajo. Hkrati je pa pomembno, da nas ta poenostavitev tudi ne zavede in hkrati, da jo ne vzamemo kot nekaj, kar je zabetonirano, ampak v bistvu smo vsi skupaj na poti sprememb. In medtem, ko komuniciramo z našimi marketinškimi dejanji, z našimi izdelki, z tem, kako mi gradimo naše deležniške odnose, to je vse element nenehnih sprememb. Torej, niso dokončne konstrukcije percepcije resničnosti. In torej marketing je ta prostor med objektivnostjo in subjektivnostjo, ki v veliki meri tudi poseže kot zelo aktiven subjekt ali akter spremembe. To mesto seveda kot marketing ne izpolnjujemo le z zavestnimi elementi, ampak tudi spodbujamo intuitivnost, subtilnost, torej gre za celostno doživetje. Znamke, kot vemo, blagovne znamke gradijo transparentne osebnosti v korelaciji s socialnimi, političnimi, okoljskimi in drugimi temami in v mentalnih modelih naše osebnosti in percepcije so, kot vemo, znamke osebe. In zato je zelo pomembno, da hkrati, ko drug z drugim rastemo in smo v nenehnem toku sprememb, v bistvu tudi, ko komuniciramo znamke, jih komuniciramo hkrati z nenehno notranjo transformacijo in hkrati tudi želimo, da naša komunikacija transformira naše potrošnike, naše deležnike. Hkrati smo pa tudi odprti in subtilni za spremembe, ki se dogajajo v naših potrošnikih, da jih zaznamo, da jih razumemo in hkrati tudi ustrezno integriramo v našo identiteto. Neuromarketing torej temelji na predpostavki, da so človekovi možgani razdeljeni na tako imenovana funkcionalna področja in da potrošnikovo vedenje večinoma izhaja iz nezavednega dela zavesti. Vemo, da v klinični nevrologiji uporabljajo magnetno rezonanco ob drugih, seveda številnih tehnikah in tehnologijah. V marketingu, neuromarketingu se pa pogosto seveda poleg tudi številnih drugih, ampak največji korpus zaenkrat teh raziskav je bilo narejeno z tako imenovano funkcionalno magnetno resonanco, kjer pravzaprav merijo te elektromagnetne tokove, ki se zbujajo ta žarišča ob aktivaciji določenih dražljajev. Več kot 70 do 80% odločitev naredimo na tako imenovanem nezavednem polju. Te podatke navajajo številni tako klasični raziskovalci, kakor tudi aplikativni raziskovalci, ko so hands-on v marketingu, psihologiji, klinični psihologiji in tako naprej. So seveda tudi taki praktiki, ki trdijo, da je ta odstotek še precej višji, tudi 95% se omenja v različnih študijah in tudi teoretičnih modelih. Kaj to pravzaprav pomeni, ne glede na to, kakšen odstotek je to tem natančno, je to, da manjši del odločitev naredimo zavestno. Torej mnenje, naše lastno individualno mnenje ali mnenje o naših potrošnikih, da vedno vemo, zakaj in kako se odločamo, je v bistvu samo prevara. In zanimiv se mi zdi
tudi ta stavek, da je naša zavest kot nek vladni predstavnik, ki mora zagovarjati ali objavljati odločitve, pri katerih ni sam sodeloval in za kateri pravzaprav ne pozna resničnih razlogov. In včasih človek pogosto, to verjamem, da prepoznamo pri sebi in pri ljudeh, s katerimi bližje živimo, naredimo določene stvari, za katere potem se moramo prav spraševati, zakaj je do teh reakcij prišlo. Kaj nas je spodbudilo, kaj so bili tisti držljaji in pogosto moramo potem to kognitivno predelati, katera čustva so se odzvala, kateri spomini, kaj me je navajalo k temu, si pravzaprav moramo razložiti, prevesti, ozavestiti. Kognitivni znanstveniki se seveda upirajo temu izrazu nezavednemu, ker je premalo definiran in premalo nadzorovan in tehnično opremljiv. Zato uporabljajo besede eksplicitno in implicitno, tudi te besede bom malo v nadaljevanju uporabila. Seveda je pa pomembno, da si jih sami prevedemo, kaj pod čem razumemo. Ko govorimo o teh eksplicitnih procesih, seveda gre za te procese, ki so povezani z našim delovnim spominom. Ko govorimo o delovnem spominu, pomeni, da do tega spomina lahko kadarkoli aktivno dostopamo, se pravi, nam je dosegljiv. To so informacije, ki so na naši delovni mizi možganov, če tako lahko rečemo, oziroma ali so na računalniku pod našimi prsti in so lahko dostopni. Se zavedam, da jih imam in kadar jih želim, do njih dostopam. To pa ne pomeni, da so eksplicitni procesi v bistvu nepovezani z implicitnimi procesi, prav nasprotno. Te korelacije in relacije so aktivne, vendar se ravno ta povezovanja so pa za nas manj dostopna in pravzaprav prihaja do določene konekcije, ne da se zavedamo, da eksplicitno se poveže z implicitnim. Znova, ko govorimo o teh izjemnih kapacitetah, ki jih imamo, kako fascinantna bitja smo ljudje, je to, da vsako sekundo lahko zabeležimo in beležimo približno 11 milijonov bitov informacij, se pravi, to govorimo za odraslo osebo brez velikih fizioloških težav. Preko naših senzoričnih kanalov seveda te informacije prihajajo v nas. Pomembna informacija je pa tudi to, da od te izjemne baze podatkov jih lahko 20 do 40 bitov na sekundo pa predelamo na zavestni ravni. Tudi to so izjemne kapacitete, ampak vseeno, ko pogledamo na diskrepanco med temi 11 milijoni in 20 do 40, vidimo, da je to ogromno polje teh informacij, ki pa niso v naši delovni operativnosti, torej ne pridejo v zavest, do nje ne moremo neposredno kognitivno dostopati, ampak so v naši notranjosti kljub temu obdelane. Se pravi, če se zavedamo, koliko tega je v nas naloženo skozi vsa naša življenjska obdobja, potem vidimo, kako zelo kompleksna bitja smo in kako zelo je razumljivo, da se ne moremo v celoti razumeti, ne same sebe in hkrati seveda tudi ne druge. Zdaj, pomembno je torej, da čustva dajejo dražljajem pomen. Čustva torej niso nasprotja kogniciji, ampak so pomembna sestavina kognitivnih procesov in kadar proučujemo to nevroplastičnost in zmožnost samopreoblikovanja, je tudi zelo pomembno, da vemo, v kakšni korelaciji so kognicija in čustva, zato da nismo potem žrtve določenih negativnih čustev, ampak da znamo s kognicijo to prestopiti. Ampak to je zdaj druga tema. V našem kontekstu je zelo pomembno torej, da je čustven pomen dražljaja zelo personificiran in ni univerzalen, ampak torej temelji, kot lahko vsi potrdimo iz individualnih izkušenj, da temelji na individualnih in kulturnih in širše drugih izkušnjah.
Čustveno-kognitivno vrednotenje in procesi odločanja so seveda zapleteni procesi in v te procese so vključene te situacijske spremenljivke, posameznikova kulturna, življenjska izkušnja, seveda tudi posameznika osebnost, zgradba osebnosti, kulturni in družbeni kontekst in seveda še kakšne druge. Samo toliko, da navedem, poznamo v različnih teh marketinških modelih seveda različne tipe osebnosti na podlagi vedenjskih vzorcev, na podlagi procesov kognicije. Vemo, da obstajajo tudi tako imenovani čustveni procesi v naših možganih. Imamo glavne sisteme, podporne sisteme, med glavnimi so te tehtalni sistemi, ko človek se oklepa varnosti, izogiba se tveganjem, subtilnosti in to naredi čisto na tem nezavednem ali implicitnem nivoju. Potem so te prevladujoči sistemi, ko se ima človek potrebo, da se uveljavlja, da v konkurenci pride na površje, da pravzaprav zatira tisto, kar mu ni v korist, se bori za svoj status, moč, avtonomijo. Potem so različne sfere stimulacije, kaj nas žene, da odkrivamo nove stvari, se učimo nove veščine, in potem so ti podporni sistemi, ki niso nič manj pomembni, seveda tu gre samo za nek model, čemu se kaj reče, ne, to je to želja in potreba čustvena po povezovanju, po negi, po spolnosti, po apetitu, gnusu in tako naprej. Skratka, ti sistemi so relativno kompleksni in v vsakem izmed nas in v naših potrošniških skupinah enako delujejo različni torej prepleti teh odnosov, teh čustvenih, kognitivnih in seveda vedenjskih polj. Verjamem, da poznamo teh 7 čustvenih prostorov. Seveda to je samo ena izmed možnosti razvrstitve, ampak vseeno se mi zdi zelo pomembno včasih preigrati različne te tipe, ker potem v določenem načrtovanju tako marketinških strategij s področja trajnostnega razvoja, kakor potem tudi marketinških orodij, kampanj, različnih vrst komunikacije, je pomembno, da preigramo tudi v bistvu te naše percepcije v očeh različnih tipov čustvenih prostorov, v katerih se nahajajo naši sedanji ali potencialni potrošniki. Torej, na hitro jih samo omenimo, gre za harmonizerja, človeka, ki ima zelo močno potrebo, da živi v notranji čustveni harmoniji, se pravi visoki stopnji socialne, družinske usmerjenosti, nizka prevlada, statusna usmerjenost, se pravi človek želi biti varen, sprejet, vse mora biti urejeno. Potem je tako imenovan demokrat ali oseba, ki je odprta za nove stvari, želi biti hkrati strpna in zadovoljna, skratka imeti občutek dobrega počutja, ampak hkrati s poljem te novosti, odprtja za novo. Hedonist vemo, da tudi išče nove stvari, ampak ima visoko stopnjo individualizma, pa hkrati tudi spontanosti. Postolovec normalno, velik apetit za tveganje in ima hkrati nizek nadzor nad impulzi. To je recimo postolovec in tradicionalist, si lahko gresta v hipu zelo na živce. Izvajalec ima visoko stopnjo uspešnosti, kajti to je oseba, ki je ambiciozna, ima visoko raven statusne usmerjenosti, nenehno pleza po socialni lestvici. Redoljub je oseba, ki je zelo disciplinirana, ki ima visok občutek za dolžnosti. Ta oseba ima nizko želje po nakupu, ima raje manj stvari, pa te vredne, in ima občutek za podrobnosti. In tradicionalist, ki ima nizko stopnjo usmerjenosti v prihodnost, predvsem se želi oklepati poti, ki je znano, ne želi iti v polje drugačnega, novega, kaj šele nekega tveganja in neke pustolovščine. To so čustvena polja, ki so v večini
potisnjena ali niso dvignjena na zavedni ravni in je zelo pomembno, da človek upošteva ta podstat osebnosti, ki ga ima. Kot rečeno, pa nič ni tako zafiksirano, da se na dolgi rok ne bi dalo oblikovati. Kaj je pravzaprav spoznanje vsega, kar smo na hitro preleteli, je, da ni univerzalnega zelenega potrošnika. In ko govorimo o tako imenovani trajnostni usmerjenosti, o trajnostni ozaveščenosti in zlasti tisti, ki zelo verjamemo v stvari, da morajo biti trajnostno naravnane, da je to višja vrednost, je zelo pomembno torej, da trajnostni potrošnik ni ena monolitna skupina ljudi, ki bi si bili enaki ravno zaradi tega, ker so trajnostno ozaveščeni. Torej gre za preplet različnih osebnostnih, čustvenih, kognitivnih procesov, seveda z relacijo do okoljske odgovornosti, družbene odgovornosti, odgovornosti do prihodnjih rodov in odgovornosti usklajevanja interesov. Torej tudi komunikacija in marketinški pristop, ko imamo tako na ravni korporacij, izdelkov in storitev, torej ne more dati te potrošniške ambicije v smeri trajnosti kar v en koš. In če to naredimo, potem vidimo, da pravzaprav rezultati niso taki, kot bi si želeli. Da je pa potrebno vstopiti v to polje potrošništva in ga spodbuditi v večji smeri dejanske nakupne moči in dokupne odločitve, je pa pomembno ne samo z vidika posameznih podjetij, tako z vidika profitnih podjetij, kakor tudi entitet, kot so lokalne skupnosti, neprofitne organizacije in tako naprej, kajti približno take so ocene, kar 70% okoljskega odtisa na planetu in je v rokah potrošnika, da se odloči za svojimi nakupnimi odločitvami. Če potrošnik opolnomoči podjetja s tem, da kupi njihove storitve in njihove izdelke oziroma podpre to menjavo na trgu z izdelki, storitvami in dejanji, ki so trajnostna, seveda je to nekaj, kar je zelo, zelo pomembno za ta celokupni planetarni odtis. Torej, v nadaljevanju zdaj gremo k 5 nasvetom, ki so se izkazale v teh študijah, povezane z seveda temi kliničnimi pristopi, kakor tudi s čisto vedenjskimi vzorci, ki so se izkazale na področju prepletanja marketinga in trajnostnega razvoja kot uspešne. Seveda, tu bi zelo rada povedala zaradi kredibilnosti naše razprave, da marsikatera izmed teh raziskav je bila enkratna, se pravi, gre za eno raziskavo ali en vzorec, ne gre za visoko stopnjo ponovljivosti, da bi lahko govorili o neki znanstveni relevantnosti določenih stvari, pa vendarle gre za neke morda ideje, ki so v praksi pa lahko včasih koristne, da jih tudi sami preizkusimo oziroma vidimo, včasih kakšne stvari nas opozorijo, za katere smo prepričani, da so prave, pa morda se izkaže, da niso čisto najboljše ideje. Torej, dajmo pogledati teh 5 nasvetov, ki jih je morda pomembno pretehtati, ko koreliramo marketinške dejavnosti s trajnostnim razvojem. Torej, najprej se soočamo s tem premislekom, kateri del možganov pravzaprav nagovarjamo. Ni nujno, da smo tu črno-beli, da smo samo kognitivni ali samo eksplicitni ali samo afektivni, emotivni, implicitni, lahko seveda prepletamo, ampak moramo se torej zavedati, da ljudje nismo samo racionalni, ampak da imamo vse to, kar smo že povedali, kompleks vseh teh polij. Druga stvar, kar se je zelo izkazala kot relevantna, je moč družbenega vpliva pri odločitvah s področja trajnostnega razvoja, potem seveda dobre navade,
seveda nasprotju z netrajnostnimi navadami. Četrto področje je tako imenovan domino efekt in peto področje so izkušnje v nasprotju z tako imenovanim lastništvom. Torej, na hitro poglejmo z določenimi praksami teh 5 nasvetov. Morda bomo dobili kakšno idejo ali pa bomo kakšne svoje ideje postavili v luč tega, kaj je naredil že kdo drug. Torej, ko govorimo o katerem delu možganov, pravzaprav kateri del možgan nagovarjamo, izbiramo med čustvenimi vzvodi in racionalnimi argumenti. Zelo je torej pomembno, da te stvari niso črno-bele. Velik korpus trajnostnega komuniciranja je bil črno-bel. Ali lahko gremo po eni strani samo v trajnostno poročanje, ker se nam zdi, če vse preračunamo v številke, v odstotke, to so pa vendar taki argumenti, da bojo prepričali vsakega. Ali pa po drugi strani, druga skrajnost je, če prikažemo na pol sestradane otroke ali pa v bistvu oceane, ki so polni plastike z mrtvimi kiti in delfini ali pa ledenike, ki so že pravzaprav izginuli, da je to komunikacija, ki bo tako pretresla ljudi na čustvenem nivoju, da bo vplivala na njihovo spremembo odločitev. Kaj se je izkazalo, da je redko kdaj res eno in drugo. Zaradi tega, ker je hkrati bomo potem videli, kako s čustvi ne gre pretiravati in da so določena polja, ki se lahko zdijo zelo šokantna in se nam zdi, da pa vendarle to more pretresti, ampak človek jih v sebi ne prevede v spremembo lastnega vedenja. Torej, oboje je lahko učinkovito, če so izpolnjeni določeni pogoji. Torej, informacije o trajnostnem vedenju in rezultatih so lahko prepričljive in imamo številne dobre primere, ko se dejansko z navajanjem določenim faktom potrošniki res tako tudi odločijo. Precej je takih primerov, enega bom navedla, ker nam čas hiti, je to, gre zlasti za tiste nakupne odločitve izdelkov ali storitev, ki so povezani s takojšnjimi stroški, ki niso neka kvantifikacija vsakodnevnega nakupa, torej ne gre za liter mleka ali zobno pasto, ampak gre morda za električno elektronsko opremo z nekaj višjimi stroški. Se pravi, stroški so takoj, koristi so pa kasnejše. In v tem primeru se je izkazalo, da tisti izdelki, ki nimajo samo procentualno navedeno, v bistvu privarčujete 20 do 30% energije ali toliko in toliko odstotkov energije, ljudem ne prevede na njihovem nivoju razmišljanja, ne privede do odločitve, da se odločijo večinoma za dražjo in zato tudi energetsko učinkovitejšo napravo, ampak je zelo pomembno tudi, da se prevede, koliko manj denarja je to bodisi na leto ali na mesec, se pravi na časovno enoto. Torej, ko v sebi govorim o varnosti, govorim o tem, koliko sem pustolovska, koliko sem premišljena v tem smislu in mi govori denar. Se pravi, premišljam o denarju, takrat, če mi vi govorite o energetski učinkovitosti, o tem, da je to za okolje dobro, pogosto potrošniki ne razmišljajo na ta način, da bi jih ta segment prepričal k tej nakupni odločitvi. Če pa prevedemo, toliko denarja investiram, ampak toliko ga pa tudi prihranim, se je potem izkazalo, da je v bistvu bila nakupna odločitev v teh vzorcih, kjer so to delali, precej večja. Enako čustvena privlačnost. Čustvena je lahko seveda privlačnost ali odbojnost. To je zelo pomembno, da je čustveno polje je na minus in plus, ni samo plus, ni samo minus. Kaj se je izkazalo, teh študij je kar precej, da so pozitivni občutki praviloma večja spodbuda za akcijo. Se pravi, tista privlačnost čustvena, ki mi daje osebnostno upanje in ponos. Se pravi, če sem del te akcije, potem imam upanje, da se bo nekaj spremenilo, ker jaz tu sodelujem in hkrati sem ponosna, da sem del nečesa večjega.
To je bil tudi en tak primer. Slamice, veste, da v določenih restauracijah so zlasti, ker so pisane, so luštne v korelaciji še s kakšnim izdelkom, zelo privlačne, predvsem za otroke. In kaj so potem naredili v določenih segmentih ponudniki, da so dali določen cilj, koliko teh plastičnih slamic želijo prihraniti, da potem niso odvržene v okolju, in so ljudje postali del te iniciative, so bili ponosni, ne, da so pomagali prihraniti in so se pač na ta način tudi bili pripravljeni odreči za širšo dobro teh nekaj trenutkov sicer vizualnega in sicer izkustvenega užitka. Čustvena privlačnost je zelo nagrajena z vidika določenih nakupnih in drugih vedenjskih navad, je, če nekoga javno pohvalimo. Ta javna pohvala je seveda zelo zaželena, če ta, ki pohvali, je nekdo, ki je v naših očeh vreden in spoštovan. In ravno ta segment javne pohvale je zelo učinkovit, znova v korelaciji s tem osebnim ponosom in dobrim počutjem, in tudi na tem električnem področju prihrankov vidimo, da tu je precej teh raziskav. So naredili več poskusov, kdaj se določeni prebivalci, gre za individualne potrošnike, bolj pozitivno odzovejo ali v tekmovalnem vzdušju, ko gre za to, koliko bodo prihranili, ali pa v tem tekmovalnem vzdušju, kdaj bodo javno pohvaljeni. In nekaj študij, ki sem pač gledala, so pokazale, da so se ljudje bili pripravljeni bolj angažirati v smislu energetskih prihrankov, če so bili javno pohvaljeni, kot pa če so imeli neke tedenske konkretne finančne nagrade. Seveda verjamem, da so to različni odzivi v različnih kulturnih osebnostih in teh okoljih, ampak hočem reči, da je to nekaj, kar je pomembno tudi za razmislek, če se ukvarjamo mi s tem, da je to nekaj, kar je pomembno tudi morda izkusiti na našem trgu, pri naših potrošnikih. Čustvena odbojnost je polje krivde. Krivda je seveda zelo zapleteno orodje, na katerega potem, s katerim pritiskamo, in raziskave seveda kažejo, da je lahko to učinkovit motivator, vendar je zelo pomembno, do kakšne mere gremo. Torej, če potrošnike pozivamo, konkreten primer imam v glavi, v tem smislu za konkurenčen en zelen izdelek, in hkrati spodbujamo, da je to spodbuja pravično trgovino, hkrati ima tudi zadaj nek pozitivni odnos, če se odločimo za ta izdelek, ta imel zelo dobre rezultate. Če pa izrecen poziv s krivdo, ki ima v sebi tudi nek naboj agresije, ne, da potrošniku oziroma sočloveku rečemo, kako lahko ti piješ to skodelico čaja, če pa veš, da delajo otroci v suženjstvu in to. Tu so pa odzivi veliko slabši, zaradi tega, ker pravzaprav potem pritisnemo na globlja čustva krivde, ki se jih je človek nalagal bodisi v otroštvu, v kasnejših delih, in potem zbujajo širši občutek nelagodja, pred katerim pa človek beži. In potem se raje takim komunikacijam in situacijam izognemo, kakor da bi se podvrgli spremembi naših odločitev in naših vedenj. Torej, aktiviranje teh zmernih količin krivde, žalosti, strahu so lahko v določenih merih učinkovite. Zelo pomembno je tu ne pretiravati, ne tako po intenzivnosti teh dražljajev, kakor tudi po časovni lestvici, kajti človek, ki je na daljši čas izpostavljen močnim dražljajem, kakor vemo, počasi tudi nemi na tem in se jih pač izogiba.
Zdaj smo v drugem, malo hitimo, kajti vpliv družbene sprejetosti je tudi zelo pomemben. Ljudje smo radi sprejeti, to so številne, tudi zelo smešne, simpatične psihološke raziskave, kaj vse človek naredi, zato da ne bi štrlel iz okolja, zato da je v okolju sprejet. In zelo je pomembno torej, to izkoriščajo številna globalna podjetja, tudi z vidika teh spletnih nakupov in tako naprej, ko je preden sploh nam povejo, kaj pravzaprav prodajajo, nam povejo, koliko množično ljudje to kupujejo, kako je maltene razprodano, da je to hit in tako naprej. Se pravi, to, da drugi kupujejo zelene izdelke, da je to nekaj, kar je zdaj družbeno sprejemljivo, je to velik push in teh je ogromno enih primerov, da to deluje v zelo različno socialnih kontekstih. Recimo ena restavracija, ki reče, to je konkreten primer, pri nas ne jemljemo preveč naenkrat. V vsaki sekundi se lahko vrnem po še. In v bistvu, ko je to norma te restavracije, avtomatično se večina ljudi temu prikloni. In se zdi, in gre za samo cenzuro dejanj, ki so odklonilne od te norme, ki je postavljena. Enako je v bistvu, ko gre za sončne panelne celice. Če rečemo, naša soseska je okoljsko vzdržna, je energetsko samozadostna, se pač celotne soseske veliko lažje odločajo, ker je to družbena sprejemljivost. Enako recimo tudi študente, ko brucem povete na naši fakulteti, imamo trajnostne prevoze in delamo to in to, se avtomatično, to je pač kultura določene sfere, organizacije se tudi prikloni. Seveda, pomembno je tudi to, da imamo vsi večinoma radi, da dobra dejanja, ki jih delamo, vidijo tudi drugi, in kadar naredimo ta dejanja, ki so trajnostno odgovorna, tudi transparentna drugim, se povečajo v luči, v primerjavi, če so ta dejanja narejena zasebno. To je primer recimo enih vreče z odpadki, ki so transparentne in ne obarvane, torej tudi sosedje in drugi vidijo, kakšno vsebino odpadkov odlagam, in na ta način so določene soseske bistveno sčistile svoje frakcije, ravno zaradi tega, ker niso hoteli biti sosedi očrnjeni pri drugih sosedih. Torej oblikujemo dobre navade in se poskušamo od določenih navad odpovedati. Vemo pa, da večina teh naših dejanj so rutinske, marsikdaj se ne zavedamo, jih ne pretehtavamo, ne emocionalno in ne kognitivno. Pomembno je torej, tu bi rada samo en tak vidik izpostavila. Seveda rečemo tudi v našem pregovoru, da je navada železna srajca, ampak v bistvu zato je zelo pomembno to, da postavimo nov princip vedenja kot default, kot prevzeto možnost. Kaj se je zgodilo, recimo konkreten primer v nemški lokalni skupnosti, je to, da niso dali elektroponudniki zeleno energijo kot opcijo, če želite biti bolj trajnostni, lahko kupite to in to, ampak so jim ponudili zeleno energijo kot default, kot prevzeto možnost. Z takšno ceno, kot jo je imela. In kaj se je zgodilo? Da kar 94% posameznikov jo je sprejelo, kajti oni bi sami morali spremeniti to default odločitev, se pravi prevzeto možnost, z določenimi dejanji. In v bistvu se vidi, da ta default jih je pravzaprav tako spodbudil, da so kar pri njej ostali. Tako da določene stvari lahko postavimo kot normo in je odklonilno dejanje ali odklonilna navada, nova navada je ta, ki je pravzaprav stara navada. Oblikovanje pozitivnih navad, to sem samo povzela te tri take kategorije, ki so zanimive. Uporaba pozivov, se pravi, da v bližini določenega vedenja še ljudi spomnimo zvočno, z določenimi sporočili in tako naprej. Zelo učinkovito so te povratne informacije, ko ljudem povemo, kako so se sami odrezali v primerjavi z drugimi, zlasti, če jih tu pohvalimo, se kažejo dobri rezultati, in tudi to spodbujanje v
marketingu so številni primeri. Seveda so te spodbude, če so samo finančne ali enkratne, lahko tudi kontraproduktivne, ampak to so že potem tudi druge razprave, ki se jim bomo danes izognili, ker nam čas teče. Izkoristimo dobino učinek. Kaj se kaže? Da so ljudje, smo radi, seveda določen profil ljudi, na določenem področju dosledni. In potem si ljudje rečemo, če sem se odločila, da bom trajnostni potrošnik, če sem se odločila, da bom učinkovito rabila energije, najprej spremenim življenjski vzorec, recimo, da imam LED razsvetljavo. Iz tega potem se začnejo še drugi potem koraki in iz enega bazične spremembe potrošniškega vedenja se potem razvijajo tudi drugi trajnostni koraki. Tu se je izkazalo, da podjetje, ki začne z eno spremembo nakupne odločitve na enem področju, ko je z potrošniki v stalni navezavi in jim ponuja nove odločitve, potem jim v velikem delu potrošniki sledijo. Torej, spomnimo se naše nevroplastičnosti, da smo sposobni se spreminjati s tem, da smo nenehno pod vplivom dražljajem, ki se jim spostavljamo. Potem imamo pa peti nasvet, damo prednost izkušnjam in lastništvu, se pravi, če nas trajnostni marketing z področja trajnostnega razvoja povabi, da v marsičem sokreiramo odločitve, izdelke, storitve ali v bistvu aktivnosti podjetja, lokalne skupnosti v smeri trajnostnih ciljev, te pozitivne izkušnje človeka osrečujejo, tako tega, ki daje inicijativo, kot ta, ki jo prejema, in tu so v bistvu pač te novi modeli, tudi sharing, taki in drugačni, te skupnosti, delitve in razne stvari skupnosti, ki verjamemo, da bojo v prihodnosti imele še različne potem tudi aktivacije na različnih področjih. Torej, če poskusamo že malo sumirati, kakšne so izkušnje neuromarketinga z področja tudi trajnostnega razvoja. Torej, ne gre le za odločitve za in proti. Pomembno vlogo igrajo čustva in to nezavedno. In razumevanje čustev, ki so večinoma nezavedna, je to polje, ki nam ga pomaga neuromarketing nekoliko raziskovati. Pomembno je torej tudi precej eksperimentiranja. Poseben pomen je in uspeh, to je pa izziv za vse, ki delate na tem polju, da z dražljaji aktiviramo takšne možganske predele, ki so odgovorni za različna čustva, predvsem pozitivna čustva. Seveda, kot smo rekli, v določenem segmentu, v določenih razmerah lahko zaigramo tudi na temnejše tone, ampak na daljši rok so spremembe na dobro z dobrim. In v bistvu človek se odpira za spremembe veliko lažje v okolju dobrega kot ne. Ena izmed zadnjih teh raziskav, ki sem jo brala te dni nazaj, je ravno to, ko so preden so prišli potrošniki v neko sfero nakupovanja, so jim v predprostoru delili kavo. In ena skupina, seveda to je bilo tesno, in niso vedeli, da so del poskusa potrošniki, ne? In eni skupini so delili kavo, ki je bila sveža, vroča, okusna, ne? Kava, ki je osrečevala. Kaj se je zgodilo? Ti potrošniki so imeli pozitiven odnos tudi do tega, kako so ocenili izdelke, storitve, bili so bolj odprti za nakupovanje in tako naprej. Določeni potrošniški skupini so dali mrzlo kavo, se pravi ohlajeno kavo, vseeno so jo sprejeli, ampak njihov odziv je bil veliko manj prijazen. Potrošniki so negodovali, joj, kakšen odnos pa imajo do nas, dali so mi mrzlo kavo, pa še ni niti okusna. Lahko rečemo, da v bistvu s temi preddražljaji so si z eno skupino odprli polje
pozitivnega, to nas vedno odpira k poskusu novega, k pozitivnim reakcijam, ker v marketingu gre za menjavo, ne. Jaz spoštujem vašo vrednost in sem vam pripravljena dati svojo vrednost, v tem primeru ali čas, denar in tako naprej. Če pa zapremo to polje izkušenj, se pa v bistvu kaže tudi ta recipročnost na drugi strani. Torej, če aktiviramo te možganske predele, ki so odgovorni za različna čustva, zelo pomembno za nagrajevanje, empatijo, pripadnost, odpiramo polje radovednosti, zadovoljstva, zadovoljstva samim sabo, zadovoljstva z našimi odločitvami, se spomnimo, smo prej rekli ponos, uspeh, upanje, to so izredno močna polja, se poistovetimo in potem se aktiviramo na teh poljih. Izjemno torej pomembno je pridobiti posameznikovo pozornost, koncentracijo in polnjenje. Seveda, tu nisem povedala nič novega, ampak je pomembno torej, da vemo, da tudi komuniciranje s področja trajnostnega razvoja ali razvoj v celotnem marketinškem smislu, tudi razvoj izdelkov, storitev, zelene transformacije, je zelo pomembno, da se zavedamo, da samo to, kar rečemo, da gremo v smeri trajnosti in v smeri zelenega, da to za potrošnika v večini ni dovolj, če hkrati ne govorite z vsemi jeziki in polji moje osebnosti, zato da se vam odprem v menjavi. Torej, marketing s področja trajnostnega razvoja je treba iztrgati iz teh dvodimenzionalnih okovov, vizualnih in slušnih zaznav. Se pravi to, da damo samo neke podatke, da to znamo lepo oblikovati, da to je, se pravi, neki spoti na televiziji, neki radijski oglasi, gre za neke video vsebine na spletu, gre za neka poročanja, se pravi neka dvodimenzionalnost v prepričanju, da samo zato, ker komuniciramo trajnostne teme, ki so vendar in ki bi morale nagovoriti potrošnika, da je to dovolj. Treba je torej apelirati tudi na druge čute, vonj, tip, okus, se pravi v primeru enega mednarodnega podjetja, kako je komuniciral svoje trajnostne dosežke, tudi trajnostno poročanje preko videospota nekega glasbenega reperja. In je reper odrepal določene key messages generaciji, ki ni pripravljena listati nekih dolgih poročil. In pomembno je spodbuditi pozornost z elementom presenečenja, zlasti ko potrošnika izkustveno vpeljemo v zgodbo. In to je nekaj, kar v marketingu vsi dobro vemo, poznamo, da je ta metaforika in pripovedovanje zgodb je tisti močen element, ki spodbudi tudi polje identifikacije, lahko tudi igrifikacijo in hkrati v bistvu vplete polje, v katerem je človekova osebnost vpletena na več načinov. To je bilo na hitro. Preleteli smo določene stvari, upam, da vam je bilo kaj zanimivo. To so polja, ki so sedaj v intenzivnem raziskovanju. Kot vemo, polje neuromarketinga je približno 20 let polje raziskovanja teh večjih korporacij, kjer zelo natančno izmerijo, kaj naredi določena barva v percepciji, lega, pogled oči, kaj pomenijo vonji, določeni glasbeni efekti in tako naprej. In tu se zlaga bogata banka podatkov, ki se formira tudi v obliki tako imenovane umetne inteligence. Zelo je torej pomembno, da vemo, da s temi socialnimi omrežji, ki je mogoča veliko večja individualizacija, kot je bila kadarkoli, in kjer je možno odpreti polje analiz z več vidikov, danes smo morda malo več poudarjali ravno ta čustven vidik, je pomembno torej tudi zajeti to z vidika našega trajnostnega pozicioniranja v obe smeri. Po eni strani spoznavanje, kdo so in kaj se dogaja v naših potrošnikih z vidika trajnostnega razvoja, in po drugi strani se zavedamo, da smo vsi nevroplastiki samo sami zase in kot marketing močen agent nevroplastike
plastičnosti tudi naših potrošnikov. Nič ne gre kar od danes do jutri, gre za korake po daljši poti in zato pač si želimo, da so naše in vaše skupne stopinje s potrošniki tudi v smeri trajnostne transformacije, konkretnih nakupnih odločitev, navdihujoče in danes jutri primeri dobre prakse. Hvala lepa za vašo pozornost in lepo pozdravljeni.